Smo nazaj v kemperju. Bilo je kar lepo, ful lep razgled je gor, zato ker se vidi v bistvu cel kos Turčija in otoki naokrog. Ampak je bilo pa ful mrzlo, zato ker se je, čeprav je bilo napovedano ful lepo vreme, se je nad vrhom ves čas delal oblak, tako da je bila senca, poleg tega je ful pihal in je kar, sva bila kar premražena gor, no. Sicer sva se gor skrila v zavetrje ene cerkvice, ki je seveda na vrhu, pa pojedla sendvič, ampak smo pol kar hitro dol pobegnili. Ja, razen tega mrazu je bilo drugače res fajn. Zdaj gremo pa že naprej, v bistvu se bomo čist malo prestavili, zato ker smo tukaj čist pod steno in je zdaj 1:03 in je že senca, tako da bo celo popoldne hladno in brez sonca, tako da se bomo nekam bolj v dolino prestavili, samo tako, da bomo na soncu. Dobro jutro, danes smo mislili iti pogledati en tempelj tukaj, ki je kar znan. Včeraj smo se že na parkirišče pripeljali in tukaj prespali. Zdaj pa, ko smo hoteli iti noter, smo ugotovili, da je ob torkih zaprt, samo ob torkih, tako da bomo že to mogli spustiti. Ja, tako da na hitro sva ga z dronom posnela in zdaj gremo naprej. Gremo zdaj še v trgovino, pa bomo pa verjetno kar na eni plaži do jutr, jutr bomo pa šli si ogledati glavno mesto Kos. Smo si priti tukaj na to plažo, ampak smo najprej poskusili z une strani, se pravi z vzhoda. In najprej šlo kar v redu, mičkana je bila sicer blatna pot, nek kolovoz, dokler ni pol kar naenkrat ratal čist blatno. Mislim, kar naenkrat je bilo res vse čist sam še traktorske kolesnice in navožen in narinjen material, tako da ne vem, očitno so sam tja neki vozili in so zasuli cesto. Tako da pa sem mogla po tisti blatni poti nazaj v Rikorc, kar enih 100 metrov ali pa še malo več. Na drugo stran je bilo še morje in tako malo kakšen meter tazga klifka, tako da jaz sem bila kar živčna, ampak lepo počasi je šlo. Kljub temu, da je bilo kar konkretno blato, nismo nič kopali, tako da sva zdaj s temi gumami svojih prvič malo bolj resno preizkusila in sva kar zadovoljna z njimi. Tako smo si ogledali in nam je bilo kar zelo všeč, sicer je bilo hladno, še posebej ob morju, ker je danes kar dost pihal, not malo bolj v notranjosti mesta je bilo pa dost boljš malo v zavetrju na soncu, tako da niti ni bilo tako zelo hudo. Je pa drugače ta turističen del mesta, stari del mesta je bil zelo mrtev, nič se ni tam dogajalo, vse je bilo zaprt, ker pač ni turistov v tem času leta. Malo bolj v notranjosti, tam kjer pa domačini živijo, tam je bilo pa kar zanimivo, kar živahno, tako da so bili ljudje zunaj, bari, restauracije, tako da smo šli tudi nekaj pojesti. Kaj pa ti delaš, Nastja?
Danes je v bistvu to naš zadnji dan na Kosu, zato ker gremo jutri na Rodos. Karte smo že kupili v mestu in ker trajekt zjutraj odpluje kar zgodaj zjutraj, ob 7:15, bova midva verjetno še kar zaspana, tako da zdaj delava cimetove rolice, da bova zjutraj imela za zajtrk na trajektu, pa kavo si bova skuhala v termovko, pa upam, da bo lepo vreme, da bo lepa vožnja. Evo pa smo na Rodosu. Vožnja je bila s trajektom veliko bolj prijetna, kot iz Turčije, ker je trajekt ful velik, tako da ja, vse je bilo v redu. Sicer ne je presenetilo, da glede na to, da je toliko velik trajekt, vseeno ni imel rampe na obeh straneh, tako da smo mogli rikar zgor zapeljati in vsi šleperji tudi. To je bilo kar čuden. Ampak ja, drugače je bilo pa kar fino, lahko smo bili noter šnovko, noben je nič rekel, ker v bistvu zunaj sploh nikjer nobenih stolov in mis ni bilo. Midva sva popila kavo, ko sva si jo sabo prinesla, pa te cimetove rolce. Še dobro, zato ker sva videla, da kava 5 € stane. Tako da ja, no, tako ko smo prišli, smo si pa šli še ogledati to glavno mesto Rodos, ki je pač tle zraven pristanišča bilo. In nam je bilo ful všeč. Sicer nažalost je spet vse zaprto, ampak poleti mora biti res lepo, zato ker je center mesta ves kamnit in te male trgovinice so in ful spominjajo tako bolj na Turčijo, kot kar na Grčijo v bistvu. In je res lepo, no, ampak ja, žal je zdajle vse bolj prenavljajo, kot da bi bilo kaj odprti. Ja, res, ampak je bilo vse lepo. Zdaj gremo pa že naprej, danes bomo tukaj v mestu dvignili še en paket na DHL-u. V bistvu je ta paket prvič bil iz Slovenije poslan že kakšen mesec nazaj ali pa še več pred novim letom enkrat, ker v Turčijo še, ampak je bil na carini se toliko časa zahaklo, da ga niso več mogla pobrati, tako da je šel nazaj v Slovenijo in zdaj Slovenija še enkrat v Grčijo,
tako da upava, da bo zdaj res tam ta paket, da ne bo še enkrat domov potoval. Tukaj smo samo 5 km ven iz glavnega mesta, smo najdeli eno plažo, kjer smo parkirali in bomo prespali. Ni nič posebenega, je pa več kot dovolj lepa za prespat. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.